Dober večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Vse za Marjanovo Natašo. Tole, kar zdaj gledate, je podrobna kronologija operacije zaposlovanja lepe Nataše Hribar na Sovi, ki jo je danes objavil spletni portal Požareport. Vse dokumentirano in podprto s pričami. Ta hip še vedno direktor Sove, Rajko Kozmelj, se je s tem, namreč zaposlovanjem lepe Nataše na Sovi, ukvarjal od prvega dne svojega imenovanja. Hkrati pa vsem nam lagal, da je sploh ne pozna. Spiš mirno, Marjan Šarec. Vi pa gledate 101. oddajo 3. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali Slovenija v boju s korono. Kako pripravljena je Slovenija na boj s smrtonosnim virusom, na kaj moramo biti pozorni in ali nam bo uspelo. Janševa vlada je, tako se zdi, koronavirus vzela bolj resno od Šarčeve. Za vse podrobnosti je z nami v oddaji naš stalni komentator, dr. Blaž Mrevlje. Dobrodošel. Pozdravljeni. Blaž, predlagam, da greva kar k današnji temi. To fotografijo, ki smo jo zdaj najprej videli, to je obdelana fotografija iz prve seje nove Janševe vlade. Kasneje smo izvedeli kar iz ust Mateja Tonina, ministra za obrambo, da so si ministri oziroma prisotni na seji vlade nadeli te maske za prvih 10 minut, pobuda naj bi bila Janševa in s tem poskusili pokazati na resnost situacije, kasneje pa so maske odstranili. Kako ti to komentiraš? Je ta fotografija, ki je zaokrožila in to naknadno pojasnilo doseglo svoj namen ali ne? Torej, verjetno je tako, kot je ponavadi, sta dve skupini ljudi, tako kot smo videli, za te stvari je nekako najbolj uživo in najbolj merodajen se mi zdi danes kar Twitter, tako je vidiš razpoloženje obeh skupin. Zdaj jaz mislim, da je bila ta izbira mogoče nekoliko neposrečena, Zdaj, če bi oni pač konsistentno maske nosili tudi naprej in vsak dan in se potem bi to šlo v sklop nekih teh ukrepov, tako je pa res izzvenel, verjetno tako, kot so na koncu nekateri pač nekako upravičevali, da je bilo mišljeno bolj kot spodbuda prebivalcem, da se začnejo držati teh navodil, ki jih tudi sicer širijo po raznih kanalih v javnosti, in zdi se, da je to kar uspešno. Zdaj, kar zadeva komuniciranje, se je vladi oziroma novi ekipi pripetil še en zdrs, predlagam, da še to pokomentirava. Namreč uradni Twitter račun kriznega štaba, ki so ga ustanovili za boj s koronavirusom, je en zelo zanimiv tweet retweetal, Retweetal je tweet enega manj znanega računa, anonimnega, tako rekoč, kjer v bistvu neke znane osebe pač jih obtožuje, da imajo nek poseben virus Lenina Marksa, da so šli iz psihiatrične bolnišnice in da jih psihiatri zdaj lovijo. Twitter račun, ki je prvi objavil ta tweet, pa je zanimiv z tega vidika, da mu recimo sledijo med drugim tudi novi zunanji minister Anže Logar, novi predsednik vlade Janez Janša in tako naprej. Kaj ti misliš, da se je tukaj zgodilo? Da je šlo za vdor v Twitter račun kriznega štaba ali to, kar misli očitno večina uporabnikov Twitterja, da je nekdo upravljal s Twitter računom kriznega štaba, ki upravlja tudi neke druge račune in je pač zamešal, z katerega računa je retweetal nek določen tweet? Ta tweet sem videl, sej moram priznati, da sem ga tudi sam retweetal, pa bom pol pojasnil v bistvu z enega samega razloga. Zdaj, kot lahko vidimo, je to Twitter account pač pod nekim psevdonimom teh, jaz jim rečem pogumneži, imam veliko raj ljudi, jaz komuniciram raj z ljudmi, ki se pojavijo z imenom in priimkom, ampak ta recimo v narekovajih nesreča se je zgodila uradnemu kriznemu štabu, se pravi nekomu, ki upravlja z uradnim profilom kriznega štaba. Na tem mestu bi seveda tudi rekel, da je bila ustanovitev tega Twitter accounta kriznega štaba ena izmed boljših PR-ovskih potez. No, zgodi se pa seveda lahko tudi taka, recimo v narekovajih, napaka, čeprav nekaj retweetati ni prepovedano. Kar pri tem tweetu oziroma retweetu mene bolj skrbi, je vsebina tistih 4 tweetov, ki so jih retweetali. Tisto pa je nevarno,
in mislim, da pač, če bi to se zgodilo drugi strani, bi avtorji tistih 4 izjav, med katerimi najdemo tudi Boris A. Novaka, verjetno označili druge oziroma to za sovražni govor. Ne. Mislim, da bi levi pol Slovenije bi skakal, hodil po stropu, če bi se to zgodilo v obratni smeri. Zdaj vemo, da je uradni govorec kriznega štaba, tako rekoč glavni komunikator je Jelko Kacin. Na nek način se vračamo v vojno za osamosvojitev Slovenije. Janša glavni na obrambnem področju, Kacin glavni govorec. Edino Igor Bavčar je še ta hip v zaporu. No, Jelko Kacin se je že ogradil od tega tvita oziroma rekel, da noče imeti dostopa do tega računa, dokler se ne ugotovi, kaj se je zgodilo. Se je pa poskušala vlada danes izvleči s pojasnilom, da prehajajo iz Gmail platforme na bolj varno platformo go.si. A je ta neka naglica, ki se očitno kaže zdaj v teh potezah, je ta naglica po tvoje pač opravičljiva, glede na zatečeno stanje, ali bi bilo boljše iz komunikacijskega vidika, vemo, danes je informacija največje orožje, da bi vlada dala več pozornosti tudi temu področju? Zdaj, a govoriva še vedno o istem tvitu? Ja, nasploh, se pravi, te slike z maskami, pa brez mask, pa pač te tviti, recimo tudi primopredaje smo videli, eni so trkali s komolci, recimo Logar in Cerar, Tonin na obrambi je dal vsem roko, skratka, a je pripisati to različno komuniciranje, telesno, verbalno, neverbalno, pač tej neki naglici, krizni situaciji, ali gre po tvoje za pomanjkanje pač pozornosti temu področju? Pa jaz temu sploh ne bi dajal prav velikega pomena. Sej bolj se moramo pogovarjati o vsebini ukrepov, ki jih je ta vlada v manj kot 3 dneh sprejela. Zdaj, seveda je tudi njih presenetila, tako kot vse ostale, in mogoče pač v teh 3 dneh, še posebej je šlo za vikend, to moramo tudi upoštevati, ko je bilo bolj pomembno kot to, kako se slikajo s čim in s čim ne in kako se pozdravljajo, se mi zdi, da so bistveno bolj pomembni vsebinski ukrepi, ki so zaenkrat na mestu in jih težko kritiziramo. Ok, pa pojva zdaj na vsebinske ukrepe, tako kot predlagaš. Kaj je recimo glavna sprememba, ki jo ti vidiš, neka generalna, pa greva potem na podrobnosti, med tem, kako se je Šarčeva vlada spopadala s koronavirusom in kako se zdaj ta nova Janševa? Ja, Šarčeva se sploh ni spopadala, sej zato smo bili pa toliko kritični. Jaz mislim, da smo tisti, ki smo, pa s tem nočem nekih posebnih zaslug imeti, ker ima vsak, ki je v tem prispeval, popolnoma enake, prispeval v ustvarjanju pritiska, ker smo videli, da brez pritiska bi verjetno se zgodil in Andreja Bočeli koncert in mogoče Vitranc in kdo ve, če ne tudi Planica. Zdaj, če se prav spomnim, je bil edini resen ukrep, pa še to na podlagi vseh pritiskov, ravno odpoved teh 3 dogodkov, potem se je pa že menjala vlada. Zdaj, jaz mislim, da ta vlada dela ukrepe, ki so na mestu, mogli bi biti pa že delani strani prejšnje 3 tedne nazaj in bi danes imeli še boljšo situacijo, kot jo imamo. Imeli bi več časa, da bi se pripravili, zdaj se pač kupuje z nekimi ukrepi čas. Ukrepi so pa po nekaj dneh vendarle učinkoviti. Danes sem se peljal sem na oddajo za nalašč s kolesom, zato da sem se izognil javnemu prevozu. Malo pa tudi zato, ker me je Ferbec matral na tej razdalji, kako bom pač videl, opazil, kaj bomo videli. In dejansko ljudi na cesti ni. Nekaj otrok se igra na pač tehle šolskih igriščih. Mislim, da so avtobusi bolj ali manj prazni, tisti, ki so sploh bili. Po, rečemo temu, kafičih in bifejih, ki sem jih srečal, se nekaj ljudi se še vedno zadržuje. To mislim, da bi bilo treba še zaostriti. Ampak tukaj ne more vlada narediti vse na mesto nas. Največ lahko naredimo sami, če upoštevamo ta navodila. Je pa zaskrbljujoče, da smo še čez vikend gledali recimo slike, kako na Rožniku gor 200 ljudi pije čaj. To se verjetno na teh tradicionalnih zbirališčih pa še vendarle dogaja. No, kot vemo, je danes javni prevoz tako ali tako suspendiran, ampak ena stvar sem hotel s tabo razčiščiti, Blaž. Kar smo recimo do sedaj poslušali strokovnjake pri nas, tako pred menjavo oblasti kot po njej, so v glavnem govorili, da pejte ljudje ven na svež zrak nekam, kamor ni ljudi, v naravo. Ja. Zdaj, danes kroži nek posnetek italijanskega zdravnika iz kriznega žarišča, ki pravi, da noben
razen nujen razlog ni upravičljiv, da greš, da zapustiš svoj dom, niti na dvorišče in tako naprej. Kako je zdaj s tem po tvoje? A je prav, da grejo ljudje v gost ali morajo striktno ostajati doma in sploh ne hoditi ven, če ni nujno potrebno? Ja, mislim, zdaj jaz moram biti konsistenten, ne? To pomeni, da sem zagovornik prekomernih ukrepov. Je pa res, da popolnoma živeti pa prenehati tudi ne moreš. Ne? Sej vemo, da tudi, da imajo samoizolacija ali pa da se zapremo v nek prostor in tam živimo več dni, ima tudi določene učinke. Tako da jaz mislim, da vkolikor pač v družini ni bolezni, verjetno en sprehod zdrav v gost ne bi smel biti še problem. Če držijo vsi ostali ukrepi, in to so predvsem tisti, ki pač preprečujejo mešanje, masovno mešanje velikega števila ljudi, se pravi prireditve, verski obredi, trgovski centri, javni promet, to pa deluje. Ne? Kako pa ti recimo, preden si vzamejo krajši predah, ocenjuješ to spremembo v komuniciranju? Videli smo, da pač imamo zdaj nekega uradnega govorca, imamo tudi spremembo pri tej vodji strokovne skupine, ne? In pa tudi prvo to neko tiskovno konferenco je včeraj prevzel kar predsednik vlade Janez Janša. Kako se ti zdi to? Ja, jaz mislim, da so izredne razmere, zaradi tega se je treba tudi obnašati podobno kot v pač enih drugih izrednih razmerah, ki se jim lahko reče vojna. Na srečo ne gre za to. Je pa po drugi strani nesreča ta, da bo verjetno zaradi samega virusa, njegove narave in pa to, da smo zamudili kritičen čas za boljšo pripravo, bojo posledice verjetno hujše. Jaz se spomnim te ekipe izpred 30 let, takrat smo bili pač precej mlajši, ki je vodila krizno komuniciranje iz Cankarjevega doma in jaz sem bil takrat nad tistim komuniciranjem navdušen in mislim, da ne bom vsaj razočaran tudi tokrat. Ne? Ok, bomo videli, kako se bo stvar razvijala naprej. Midva si bova, drage gledalke, dragi gledalci, vzela ta čas krajši premor, ampak ne nama uiti, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, kako se Slovenija bori proti koronavirusu. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno kardiolog dr. Blaž Mrevlje, pogovarjamo pa se o tem, kako se Slovenija bori proti koronavirusu. Blaž, ko govorimo o teh strategijah boja proti koronavirusu, vidimo, da države ubirajo različne strategije. Ne? Imamo recimo kitajski princip, kjer so enostavno dobesedno zašvasali, zaprli ljudi v stanovanjske bloke, jih niso spustili ven. Vsakega, ki je prišel ven, ne, so mu takoj izmerili temperaturo, kamorkoli je prišel, in če je kazal znake bolezni, so mu na koncu vzeli bris in ga spravili nekam v karanteno. Skratka, niso ga pustili nazaj domov. Potem imamo južnokorejski pristop, ne, ki ima zelo veliko število testiranih ljudi in kjer kaže, da so nekako uspeli omejiti virus. Kakšen je pa ta recimo slovenski pristop v primerjavi s tema dvema? No, definitivno sredi Evropske unije, v članici Evropske unije težko izpelješ recimo kitajski model. Ne? Tukaj imamo vendarle neke človekove pravice, verjetno v tej multikulti obdobju celo nekoliko preveč, kar se bo verjetno izkazalo zdaj za problem, ker ljudje pač se ne upoštevajo navodil, se ne samo omejujejo dovolj in nas bo to verjetno, preden bo streznilo še ta zadnje, stalo še nekaj dni, ki bi jih lahko seveda pač uporabili za manjšo širitev, vse preprečati jo ne moremo. To so podcenjevali v Italiji, podcenjujemo še danes nekateri v Sloveniji, ampak se bo jaz mislim, da bo v naslednjem tednu sama situacija vendarle še najbolj pogumne tudi prisilila, da ostajajo kar se le da doma, tisti, ki lahko. Ne. Ja, ampak recimo to, če se zgodi, pač ostanemo doma, recimo, ne vem, mi smo 4-članska družina, ostanemo doma, jaz recimo zbolim,
okužim še ostale člane. Kaj potem? Ne? A ni to na nek način dvorezen meč, ker preko tega, da pač vsi ostajamo doma, zaprti v prostoru, se lahko virus tudi hitreje širi enega na druga in na ta način tudi dodatno obremeni zdravstveni sistem, ker vemo, glavni problem je, če bi zelo veliko hudo bolnih naenkrat potrebovalo pomoč. Ne? Mislim, zdaj živeti nehati ne moramo. Dejstvo je, da moramo iti, najmanj po življenjske potrebščine v trgovino. Seveda se lahko vmes zgodi, da nekdo domov prinese virus, zato smo pa tudi rekli, da bi bilo bistveno bolje in bistveno bolj učinkovito, če bi to, kar delamo danes, začeli delati že 3 tedne nazaj. Če se takrat spomniš, so najbolj odgovorni pravzaprav na tiskovnih konferencah še vedno javno izjavljali, da v Sloveniji problema ni, ker nimamo direktnih povezav s Kitajsko. No, zdaj nimamo ničesar, ampak imamo najhitreje se širi epidemija, če sem prav razumel, če ne, vsaj v Evropi, ravno v Sloveniji. Zdaj, če pa že do tega pride, tako kot si rekel konkretno, da se ti okužiš, potem se pa pač znotraj družine organizirate na ta način, da so drugi čim manj v stiku s tabo, da so povsod razkužila, da se pač nosijo zaščitne, recimo ena maska, da si izoliran na tej distanci socialni. 100% pa ne moramo preprečiti širjenja. Ja, te masovni ukrepi so zato, da ni masovnega širjenja. Je pa res, da so najbolj učinkoviti, če se jih držimo in če so sprejeti v pravem času. Oboje se mi zdi, da smo nekako, prvo smo zamudili, drugo pa se ne držimo. Ne? Zdaj to, kar recimo pod novim obrambnim ministrom in novo ekipo na čelu Slovenske vojske, ker Slovenska vojska to eno ljubljansko vojašnico pač v bistvu preoblikuje v neko zasilno bolnišnico, je to nekaj recimo lahko rešitev, da bi tisti, ki zbolijo, potem šli v to neke vrste karanteno, da se tudi znotraj družine ali pa znotraj mikrookolja ta virus potem ne bi širil na druge. To bi bila lahko ena strategija. Zdaj pri tem, kar trenutno vojska dela, oziroma tako bom rekel, da ne bom najprej kritiziral, najprej jih je treba seveda pohvaliti. Treba je pohvaliti zdravstveno osebje, torej zdravnike, medicinske sestre, pa da ne bomo pozabili tudi nemedicinsko osebje, tudi brez njih zdravstvo ne funkcionira. Potem je treba se zahvaliti in pohvaliti, recimo to velikokrat pozabljamo, ta del zdravstva, pač osebje v lekarnah, tudi tja prihajajo, zobozdravniki, potem pa te službe, ki so se aktivirale, se pravi civilna zaščita, vojska, policija, zdaj ne bom našteval naprej, mislim, se vsak ve zase, tem se treba absolutno zahvaliti. Če pa gremo konkretno na to rešitev z temi napihljivimi šotori, če sem videl prav na eni sliki, bi se mi pa zdelo, da bi lahko, glede na tudi to, da smo šele marca, pa zunanje razmere, pa nočne temperature, pa tako, bi mogoče v tej situaciji, ko smo zaprli šole, mogoče najprej izkoristili kapacitete, telovadnic ali pa teh velikih dvoran, kjer se jih da mogoče tudi vsaj ogrevati in se spet preloži problem v, se pravi, šotorske kapacitete v nekoliko bolj toplo obdobje. Razumem, ja. Zdaj smo glede tega samoizolacija ali karantena in kaj pomeni samoizolacija. Zdaj, kar nekaj ljudi je vznemirilo, tudi to, da ta nek občutek, ali pa ta napoved, ki smo jo bili deležni pač včeraj, da se bo zdaj število testiranih oseb na koronavirus v Sloveniji začelo zmanjševati. Kaj pa na to praviš? Ja, jaz mislim, da je da ta odločitev, da se kar ne testira več, razen verjetno vendarle še testirajo ljudi v bolnicah, si predstavljam, ampak ta ukrep, da se ljudi ne testira, se mi ne zdi najboljši. Je pa verjetno za njim objektivno dejstvo, to so pa testirne kapacitete, ali jih imamo ali jih nimamo, ali smo jih uspeli v času kupovanja časa pač popolniti. Ne vem, teh podatkov jaz nimam, kakšni so uradni podatki. Upam, da jih imajo vsaj zdravstvene ustanove, se pravi zdravstveni domovi in bolnišnice. Zdi se mi pa pomembno testirati zato, da imaš epidemiološko situacijo. Res je, da ko imaš preveč okuženih, sledenje epidemiološko kolabira, ker enostavno drevo postane pregosto, ampak tisti, ki imajo indikacijo, ki imajo razlog za testiranje, bi po mojem še vedno morali biti testirani, če ne druga zaradi sledljivosti. Zdaj vemo, da ta uradni podatek o številu okuženih verjetno ni realen podatek, to je podatek glede na število testiranih.
počasneje narašča, kot je še recimo kakšen dan nazaj. A je to razlog v tem po tvoje, da je pač se število testiranj zmanjšuje ali dejansko ti ukrepi samozaščitni, ta neka karantena in tako naprej pomagajo? Ne, jaz mislim, da nismo še v fazi, ko bi pomagali zaščitni ukrepi. To bomo videli, jaz mislim, da bomo šele čez 10 dni videli prvi vrh in prvo realno stanje, ker moramo vedeti, da stanje na danes je zatečeno stanje izpred recimo najmanj enega tedna ali pa 14 dni, lahko celo več. Tako da jaz mislim, da zaščitni ukrepi in njihovi učinki bojo vidni šele čez 14 dni zares. Zdaj me pa zanima, Blaž, kako si ti kaj pristaš teoriji zarote? Daš kaj na to ali bolj malo? Verjetno kot zdravnik nekaj preveč. Če je dobra knjiga, zakaj pa ne? Aha, ok. No, ravno eno knjigo sem imel v mislih, ne vem, kako si uganil, ampak Dean Koontz je namreč napisal eno delo, ne? The Eyes of Darkness, se pravi pač oči teme ali oči temote, kakorkoli že, iz leta 81, v kateri je en zelo zanimiv pasus, ne? Mislim, da je 321. strani, je en odstavek spodaj, ne? Kjer piše, da se bo leta 2020 pojavila skrivnostna bolezen, ki bo napadla pljuča, proti kateri ne bo pomagalo nobeno zdravilo, tako kot se bo pojavila, tako bo tudi izginila in čez 10 let se bo še enkrat pojavila in potem je ne bo nikoli več. Ne? Zdaj, teoretiki ali pa pristaši teoriji zarote bojo zdaj seveda mrzlično začeli brati to knjigo, ampak kaj pa ti recimo praviš na to, da je nek romanopisec v nekem napol znanstveno-fantastičnem romanu pred 30 in več leti uspel tako točno napovedati recimo to, kar se nam zdaj dogaja? No, te knjige ne poznam, bom pa potem te prosil za podatke, mogoče v tem času zanimivo za prebrati. Zdaj vidim, ne berem zdaj tole sliko. Avtor je bil svoj čas najbolj prodajen avtor New York Timesa, tako da očitno pisati zna, ne? No, zdaj, recimo komentiram najprej letnico. Letnica je zanimiva, še posebej, če je to napisal, če sem prav razumel, več kot 30 let nazaj. 81 leta, ja. Zdaj, verjetno gre malo tudi na to, da pač raje opazimo tiste stvari, ki se trenutno recimo dogajajo in jih povežemo potem z neko letnico v knjigi, drugih mogoče ne opazimo, pa so ravno tako vsebinsko dobre teorije zarote knjige in tako naprej. Pasus, ki sem ga uspel vmes prebrati, se mi zdi, da je opis te bolezni tako splošen, da se ga dalo predvideti, če si ti en dober pisec recimo nekih fantazijskih ali pa znanstveno-fantastičnih knjig. To so pač ljudje, ki imajo neko vizijo, znajo neke stvari povezati in iz tega narediti neko vsebino. Zdaj, če se pa potem to tudi prevede in se dejansko zgodi, potem pa seveda to toliko prej opazimo in smo bolj pozorni na to. Takih knjig je po mojem ne. Saj, če bi šel zdaj gledati pa iskati, bi verjetno še veliko takih stvari najdel. Ja. Zdaj, najin kolega iz oddaje, psihoanalitik Roman Vodeb, pravi, da še hujše kot sam virus in pač žrtve, ki jih bo virus prinesel neposredne, bojo kasneje gospodarske razmere oziroma poslabšanje gospodarskih razmer, neka globalna ekonomska kriza, ki nas bo zadela zaradi posledic tega virusa. A si ti kaj presenečen, da recimo Banka Slovenije se ne oglasi, da Evropska centralna banka se ne oglasi? Skratka, da na tem področju zaenkrat razen nekih ukrepov vlade, ki so bolj spet obrambne narave, da tako rečem, še nismo ničesar slišali. Zagotovo bo ta epidemija pustila svet drugačen. Nič več ne bo tako, kot je bilo. Pa to ne mislim zdaj v nekem smislu Armagedona ali pa ne bo spet rekel, da paniko delamo, ampak na nek način bo resetiral družbe. Jaz upam, da bo v Sloveniji recimo pomagal, ne vem, da se bo nekako ta preživeti tranzicijski model recimo nehal in da bo Slovenija vendarle šla na neko moderno pot. Zdaj, če me pa konkretno za Banko Slovenijo in pa Evropsko banko sprašuješ, sem po eni strani prepričan, da nekaj verjetno delajo, pa še niso povedali. Mal me moti, da niso tudi oni naredili kakšne tiskovne konference ali pa kaj takega. Preseneča me pa ne zaradi tega, ker se vidiš, da se vse institucije v Evropi nekako odzivajo z 3-tedenskim zamikom. Jaz bi pričakoval, da bi Banka Slovenije vendarle dala neko navodilo jasno, kako in kaj, ker moramo pač vedeti, da bo s tem, ko bojo ljudje morali ostajati doma, nastajala škoda v gospodinjstvih, kakor tudi seveda v sistemu kot gospodarstvu. In Banka Slovenije verjetno mora imeti neko strategijo, kako bo ljudem pomagala.
oziroma kaj bo dala navodilo bankam, recimo čisto konkretno, verjetno bojo imeli ljudje v naslednjih 3 mesecih kakšni ali pa celo veliko problem s plačevanjem mesečnih obrokov kreditov in jaz mislim, da tukaj bi mogli nekaj potegniti eno zavoro in dati ljudem šanso, da zadihajo in pač prestaviti vse skupaj za, ne vem, to pa nisem jaz strokovnjak, da bi to ocenjeval, ampak je to pol leta ali 1 leto, nek moratorij. Saj mislim, da so to že, če ne drugje v Ameriki, a ne, mislim, da so že prve take velike ukrepe podvzeli. Ja, zdaj ti pa si strokovnjak, ves čas opozarjaš na preplačen zdravstveni material v Sloveniji, ne, konec koncev sta s tvojim kolegom dr. Nočem sta nam vsaj to uredila, da žilnih opornic ne preplačujemo več toliko, kot smo jih prej. A če vlada lahko z nekim dekretom, z neko uredbo določi najvišje dovoljene cene za nek zdravstveni material v borbi proti virusu, zakaj potem vlada ne bi mogla z enakim dekretom določiti najvišjih dovoljenih cen tudi za ostali zdravstveni material in bi tle končno privarčevali te milijone, za katere ti ves čas poudarjaš, da jih praktično dnevno ali pa letno zgubljamo na tem področju, ko preplačujemo te zdravstvene materiale? To, ali je to možno ali ne, je po mojem osebnem mnenju nedvoumno možno. Zdaj, zakaj pa ne, pa seveda vemo. Prejšnja vlada je bila lutkovna predstava, to jaz se bom zdaj povedal nič novega, ne? Pač to je bila lutkovna predstava za vzdrževanje statusa quo in v status quo pač spada tudi plenjenje v največjem plenilskem poligonu, to je pač največji podsistem v državi zdravstvo. Zdaj, če je v času Milojke Kolar Celarc si ta, kot jaz rečem, zdravniško-dobaviteljska mafija lahko priskrbela 136 milijonov evrov težek interventni zakon, s katerim so si povrnili dolgove, recimo v narekovajih, čeprav to je vse zrežirano in dirigirano in dogovorjeno, ampak če so v to smer lahko sprejeli interventni zakon v času, ko smo že vedeli, da so vse te stvari preplačane in je bilo to tudi dokazljivo, potem verjetno je kadarkoli, ali to pomeni včeraj ali pa danes ali pa jutri ali pa čez 1 mesec, ko se bo pač tale koronavirus nekoliko umiril, možno spisati interventni zakon, po katerem pač ti določiš, da so lahko v javnih razpisih maksimalne cene za pač določen artikel, ki odstopajo za nek procent, a ne, od recimo nekih referenčnih cen, ki jih poiščeš na evropskem tržišču. S tem bi po mojem mnenju lahko privarčevali, po moji oceni tam, če bi res vse, a ne, se pravi, govorimo zdravila, pripomočki, naprave, potrošni material, storitve, če bi vse to optimizirali, potem bi po mojem lahko prišparali kakšnih 400 milijonov evrov letno davkoplačevalskega denarja. To pa vemo, kaj bi pomenilo že tudi takrat, ko ni krize, kaj šele zdaj, ko pač prihaja, ne. Ja, ker laik se recimo sprašuje, ne, zakaj recimo v javnih naročilih v gradbeništvu je dovoljeno, ne, da celo zaželeno, da določiš najvišjo dopustno ceno, recimo ne smeš ali pa ne delamo pa tega pri nabavi zdravstvenega materiala, ne. Ja, jaz nimam druge razlage kot edino to, da je to, tako kot jaz ves čas trdim, najbolj stabilen, najbolj kontroliran plenilski poligon, ki pač 400 milijonov interesov letno je to, ne? In zdaj to spustiti z rok. Zato pa pravim, najprej bo treba modernizirati državo, zato tudi pravim, da mogoče taki naravni dogodki, kataklizme in tako naprej pač ponavadi pustijo za sabo nek reset sistema in tukaj upam, da bo pač konc te tranzicijske medicine in ne vem, te kulture aneksov prirejenih javnih naročil. Upam, da bodo ljudje zdaj vendarle dojeli, da je mogoče trenutek, da podprejo spremembe, a ne, vse v končni fazi gre za njihov denar, njihova življenja in zdaj bodo tudi videli v realnosti, kaj to pomeni, če te stvari niso urejene pač pravi čas in na prav način. Zdaj, ko si že omenil interventni zakon, za 136 milijonov bi verjetno kar lepo število respiratorjev lahko dobili, ne? Takrat, ko so še bili na voljo, zdaj je verjetno težje. Ja, nimam kalkulatorja pri sebi, ampak se lahko, mislim, da tak ventilator, ki ga bi danes rabili, recimo rutinski, stane tam nekih 20 tisoč evrov. Pač lahko ljudje hitro preračunajo, koliko se jih da dobiti s 136 milijoni. In te bodo ključnega pomena v naslednjih dneh, 10-14 dneh. Kolikor sem razumel, so dopustili nek interventno nabavo, mislim, da 50 za ne vem, ali za celo zdravstvo ali za klinični center, kar je odlično.
Upam, da v ozadju seveda potekajo tudi nabave drugih stvari, se za vse nam ni treba sproti vedeti. Ja. Ampak za te sistemske rešitve je pa prišel pravi čas. Zgodba o žilnih opornicah je znana, kaj se je tam vse zgodilo in dogajalo, kako ta mega afera v zdravstvu potekala, je znano. Še vedno leži poročilo v nekem predalu. Jaz upam, da bodo ta predal tudi odprli in začeli pač to procesirati. In tako se bo začela država modernizirati. In ko bo enkrat urejeno zdravstvo, bo bolj ali manj urejena država. Ne? Zdaj, ti si tudi strokovni sodelavec parlamentarne komisije, ne, ki preiskuje te rabote zdravstvene mafije. Zdaj, v javnosti se širijo informacije, da predsednica te komisije, poslanka Jelka Godec, odhaja za državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje. Te to navdaja z nekim večjim optimizmom, glede na to, da pozna zadeve od blizu, da se bo bolj resno lotila tega problema kot recimo prejšnje ekipe tam? Ja, jaz upam, da ja, seveda. Zdaj, jaz sem tudi to slišal, nimam nobene uradne potrditve. Če je to res, se ne vem, ampak če bi bilo res. Če je to res, ji želim dobro delo. Verjamem pa, da bo seveda tudi logično. Problem nabav je pač kronične narave. Zdaj akutno moramo se ukvarjati z epidemijo koronavirusa. To je neminovno, da rešimo kot pod A. Potem pa takoj, ko se to stabilizira in pač ocenimo škodo in potem, ne vem, bojo sestavili neke ukrepe, kako jo sanirati, je pa sigurno privarčevati 400 milijonov letno eden izmed prioritetnih ukrepov in je popolnoma izvedljiv. Ja, zdaj, če se malo še s psihologijo tega virusa pozabavava, recimo večina teh mnenjskih voditeljev tranzicijske levice je do včeraj praktično poskušala zmanjševati problem virusa, govoriti o tem, da gre samo za neko širjenje panike, histerije, potem pa se je zgodil nekakšen kopernikanski preobrat. Recimo Roni Kordiš-Hat, eden glavnih teh opinion makerjev, da tako rečem, saj na Twitterju in drugih družabnih omrežjih tranzicijske levice, je pozor retweetal Urško Bačovnik-Janša, soprogo Janeza Janše, in hkrati upozoril, da to, kar ona predlaga, so še premili ukrepi, da je treba odreagirati z vojsko in policijo in izgnati vse, izgnati vse iz države, deportirati, ki se ne držijo pač zapovedanih ukrepov. Kako ti komentiraš, Blaž, ta zdaj nek kopernikanski preobrat? Najprej ne dajmo širiti panike, to ni nič, zdaj pa kar izgnati tiste, ki se ne držijo pravil. Mislim, Twitter je, to je en tak zanimiv družbeni pojav. No? Twitter je pa eno tako zanimivo okolje, kjer se te družbeni pojavi potem manifestirajo. Sej imamo te aktiviste na obeh straneh ali pa na vseh 3, 4, kolikor pač strani je. Jaz jim včasih pravim nabijatorji, včasih so prav nadležni. Zdaj konkretno z gospodom Ronijem Kordišem sva se zadnjič nekaj spopadla na Twitterju, ampak pri njemu mi je vsaj to všeč, da se pač predstavi z imenom in priimkom, medtem ko veliko teh mušic je pač skrito za nekimi psevdonimi in so pogumni, dokler pač so za psevdonimi. Je pa to tako, jaz imam pri ljudeh, recimo, cenim, da so v nečem konsistentni. To pomeni, če je nekdo levičar, naj bo levičar, desničar, veren, neveren. Mislim, samo ne spreminjaj pa svoje vloge in ne upogibaj svoje strune, potem, ko ti pač drobtinice padajo, z kere strani mize. Tako da, ne vem, vsi te ljudje so precej kritizirali pač tiste naše, rečemo, napore ali karkoli že to bilo, aktivnosti. Danes pa se nekateri še oglašajo, večina teh je pa pravzaprav tudi že kar oportunistično izginilo, po luknjicah so se poskrili. Zdaj, Janez Janša ima par, recimo, plusov ali pa srečo v nesreči. Eno to, da je žena soproga zdravnica, drugo to, da ima poleg Boruta Pahorja verjetno daleč največji doseg na družabnih omrežjih od slovenskih politikov. Ampak a smo upravičeni v kritiki, recimo Marjana Šarca, da je on podcenjeval ta problem koronavirusa, se je vendarle od dramskega igralca ne moremo pričakovati, da bo on to zelo resno jemal, ampak je tukaj stroka, ki bi morala mu verjetno ga prepričati, da je zadeva resna, ne? Ja, tukaj imam jaz en tak, ne vem, oziroma en problem imam z razumevanjem te stroke, ker namreč Univerzitetni klinični center oziroma predstojnica, ki se je pojavljala na tiskovnih konferencah prej, pa profesor Beović, ki se pojavlja zdaj, to so sodelavci na kliniki, Oni imajo verjetno neko skupna stališča, neko doktrino. Zdaj, zakaj
so prejšnje tiskovne konference izgledale tako, da si imel občutek, kot da tam, ne vem, so na pogrebu, gledajo v tla. Meni je to sporočalo, kot da morajo nekaj drugega govoriti, kot pa tisto, kar bi radi sami in pošteno povedali. Tako da jaz imam občutek, da prejšnje tiskovne konference so bile bolj ali manj pač zapovedane, niso smeli ljudem povedati resnice. Marjan Šarec je pa pač igral svojo vlogo glavne lutke v gledališču. Bolj problem se mi zdi to, ne, da so recimo, dobro, če se ne more en sam, pa lahko na enega pritisnejo, ne, ampak recimo v tistem času sem jaz pogrešal to, kar se je zgodilo potem čisto na koncu oziroma pred nekaj dnevi, ta izjava 38 infektologov. To bi bil smiseln pritisk že takrat, ne, že v pravem času. Saj v končni fazi ne moramo pričakovati, da recimo Marjan Šarec, ki je čisto ene druge, rečemo stroke v narekovajih ali plati življenja, zna predvideti, kaj bo se zgodilo z neko okužbo čez 3 tedne. Čeprav, smo videli, kaj se dogaja v drugih državah, bi lahko vsem sklepali. Ampak stroka, kje je bila stroka in zakaj stroka ni izvajala tega pritiska v pravem času, tega ne vem. To je zanimivo vprašanje, ne? Zakaj recimo imunologi, kot praviš, se niso prej oglasili, zakaj je stroka govorila, da smo pripravljeni, da nimamo neposrednih letalskih povezav s Kitajsko, pa vendarle, ko se je razširil virus po Italiji, ki je kljub vsemu mnogo geografsko bližje od Kitajske Slovenije, nismo videli neke spremembe v komunikaciji, spremembe v ukrepih. Misliš, da so to bežali pred odgovornostjo, je bil problem ta čas upravljanja tekočih poslov, ali enostavno niso želeli, da bi ljudje neke negativne ukrepe z njimi povezvali? Ne vem, verjetno je to neka kombinacija različnih teh razlogov, verjetno vseh, ki si jih naštel. Mislim pa, da lahko rečemo 2 stvari. Prvič je stroka zatajila v smislu pravočasnega, da bi se pravi čas oglasila. Zagotovo pa, to je pa treba seveda ljudem povedati, pa kot stroka ni problematična, ne. Mislim, znanje je tam, oprema je, kolikor jo je, še na voljo je tam, tako da ljudem se za to, ali bojo pravilno zdravljeni ali ne, ni treba bati. Vprašanje pa so seveda kapacitete, vprašanje je, ko bo se okužilo tudi kritično število osebja, to pa je verjetno problem, ki bo pač, upam, da se ne bo uresničil, no, ampak če se bo pač tak še največji problem. Druga ne vidim, ampak to bomo videli zdaj 10 dni, bo pač ta prva slika. Koliko ti ocenjuješ, da bo treba še podaljšati to obdobje samoizolacije oziroma te ukrepe, ki ta hip veljajo po teh 10 dnevih? Misliš, da bo ta 2 tedna dovolj ali bo treba to še več del časa? Jaz se bojim, da bo treba to še nekoliko dalj časa, zaradi tega, ker čez 10 dni bomo mi šele videli sliko sliko in posledice prvega pika, ne, prvega vrha. Od tam naprej pa je pač nemogoče napovedovati, jasnovidni nismo, virus je nov, situacija je popolnoma nova, odvisno pač od kapacitet, odvisno kako so jih popolnili, odvisno kako bo ta šla dinamika okužb pri zaposlenih, pri zdravstvenih delavcih. To, da bomo imeli pa veliko okuženih in upam čim manj takih, ki bojo potrebovali bolnico ali pa celo intenzivno zdravljenje, upam, da čim manj, samo kot rečeno, jaz mislim, da čez 10 dni bomo šele prvi pravi okus in občutek dobili za razsežnost. Prav, gotovo se na to temo še srečava v oddaji. Dr. Blaž Mervelj, najlepša hvala za tvoje današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil antivirusni 412. faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko bomo komentirali, kako se s koronavirusom spopadajo občine. Predvsem pa ne pozabite, ostanite doma.